Pandemija COVID-19 nas je v veliki meri prikrajšala za tisto, kar nam je najljubše: toplino rok, objeme ter brezskrbna druženja z družino in prijatelji. V družbi je zasejala strah, negotovost in sprašujemo se, kdaj bomo spet lahko čim bolj normalno zaživeli. Virus SARS-CoV-2, ki povzroča COVID, je naša življenja obrnil na glavo. Rešitev je v zadostni precepljenosti, poudarja zdravstvena stroka, ki poziva državljane k odločitvi za cepljenje. Epidemija covida je pravzaprav postala bolezen celotne družbe. Žal nimamo samo enega ukrepa, s katerim bi lahko virus onemogočili. Zagotovo pa s cepljenjem nastavimo zelo močno oviro pri njegovem širjenju. Ko se virus manj širi, ima manjšo moč za spreminjanje. Tako je tudi manjša možnost nastajanja novih mutacij virusa, ki nas bi lahko ponovno ogrožale. Res je, cepljenje ne more preprečiti vseh obolenj. Zavedati pa se moramo, da je cepljenje kolektivno dejanje. Če je cepljena večina ljudi, potem lahko zdravstveni sistem lažje deluje in skrbi za vse bolnike in vse bolezni. Tudi zdravstveni delavci pogrešamo dotike bližnjih in druženja, saj delamo vse, kar je v naši strokovni in človeški moči, da obvladamo epidemijo in oskrbimo vse, ki nas potrebujejo, pravi družinska zdravnica iz zdravstvenega doma Krško Nina Fric. V času, ko je cepivo na voljo, dodaja, prejmejo veliko vprašanj o tem, zakaj se sploh cepiti, če lahko kljub temu zbolimo. Na tem mestu mislim, da je ključno, da razlikujemo med dvema stvarema, in to je med biti bolan in biti okužen. Biti bolan, spravi zboleti, pomeni imeti simptome, kar je v primeru covida recimo povišana telesna temperatura, kašelj, slabo počutje, bolečine v mišicah in sklepih. Biti okužen pa pomeni biti nosilec, prenašalec samega virusa. S cepljenjem želimo preprečiti ravno prvo, torej biti bolan, biti kritično bolan, potrebovati bolnišnično oskrbo in najnazadnje sama bolnišnična oskrba najmalokrat v primeru covidne okužbe vodi nažalost tudi v smrt. Ljudi prav tako skrbijo neželeni stranski učinki cepiva, nadaljuje Friceva. Lokalni stranski učinki, kot so bolečina, rdečina, oteklina namesto aplikacije cepiva, so povsem normalni. Poleg tega lahko pričakujejo prebolevanje, mini covida. Vendar vsi te simptomi, ki se pojavijo po cepljenju, pričnejo izvenevati v dnevu ali dveh. Kar opažam je, da so ljudje po samem cepljenju zelo pozorni na spremembe v svojem zdravju in na te spremembe tudi opozorijo zdravnika, kar je tudi prav. Ob prebolevanju same covidne okužbe pride do enakih, vendar bistveno resnejših komplikacij, o katerih sem govorila, se pravi kašlja, pljučnice, težkega dihanja, nenazadnje se veliko govori tudi o trombozah, embolijah. V primeru okužbe s covidom bodo pacienti bistveno kasneje prišli do zdravstvene oskrbe, morda tudi, ko bo že prepozno in jim bo bistveno težje pomagati, kot če se te spremembe zgodijo v milejši obliki, v nadzorovanih okoliščinah, kot je recimo cepljenje. Svojo izkušnjo nam po 3 tednih bivanja na covidnem oddelku novomeške bolnišnice, 2 tednih na intenzivni negi in nato še na navadnem oddelku zaupa Slavko Kos. Začelo se je z močnim kašljem in pristal je na urgenci. Ko sem 2 besede, 3. že nisem mogel povedati, sem mogel že sapo loviti. Sem imel takoj na CT, 2 minute nisem čakal dol slikanje pljuč. No, tam so pa že pogledali slike, so mi pa že kar povedali, da verjetno me bodo dali v komo, ker so slike slabe. Teden dni je bil 57-letni novomeški podjetnik v umetni komi. Po komi je pa vse bolj tako. Ne veš, kako bi z nogam delal, z rokam, ne moreš sam jesti. Predvsej tako je, taka izkušnja. Moram pa zdaj jih pohvaliti, gor so res ljudje, ta prvo, ne? In v te vedo človeka, ne pacijenta, mislim, res pomagajo, kakor lahko maksimalno. Gor si nepokreten, ne? Gor so mene umivali od zdravnikov do medicinske sestry, sploh ni važno. Vsi vse delajo,
imajo ekipo, dopolnjujejo se tako, da tudi če kdo manjka, pa drug skoči. Slavko, ki pove, da je bil doslej popolnoma zdrav, ne jemlje zdravil, ne kadi, čez dobro leto se bo upokojil in je bil skorajda brez bolniških odsotnosti. Danes občuti utrujenost, hitro se upeha, zmanjkuje mu moči. Pri okrevanju mu pomaga tudi Brigita Zupančič-Tisovec, sicer zaposlena na novomeškem NIJZ-ju, ki pa že mesec dni požrtvovalno dela na covidnem oddelku. Kot diplomirana fizioterapevtka se je odzvala na klic Ministrstva za zdravje in potrebe bolnišnice. Imam ves čas kontakte s svojimi kolegicami fizioterapevtkami in vem, v kakšnih težavah kadrovskih zaradi obremenjenosti že toliko časa in pregorelosti v povezavi s tem so se znašle in prav zato ta moja odločitev ni bila težka. Gre pravzaprav za vojno stanje, ki zahteva drugačne pristope, ocenjuje Zupančič-Tisovčeva. In da je prav, da se vsi odgovorno obnašamo, se pravi tudi zdravstveni delavci z eno odgovornostjo pomagamo drug drugmu, gre za dobro medinstitucionalno povezavo, ki je stekla prav zato, ker so epidemiološke razmere tako grozne, kot so. V novem kolektivu dodaja se dobro počuti, saj ji pomagajo pri prenosu fizioterapevtskih znanj. Tako da moj delovnik izgleda tako, da zjutraj pridem in grem od sobe do sobe, od bolnika do bolnika, izvedem fizioterapijo, ki jo je potrebno. Včasih je to respiratorna, skoraj vedno je to respiratorna, se pravi fizioterapija, pri kateri izboljšujemo pljučno funkcijo. Pogosto je to tudi lokomotorna, se pravi tista fizioterapija, pri kateri izboljšujemo mišično moč, samostojnost bolnika v dnevnih aktivnostih. Bolezen ima 1000 obrazov, poudarja sogovornica. Lahko gre zgolj za navaden prehlad, lahko pa povzroči tudi smrt. In z vsemi oblikami covida se dnevno soočajo. Vedeti morate, da so vsi bolniki v naših očeh enakovredni. Jih ne delimo na to, ali so cepljeni ali niso cepljeni in jih niti ne, bom rekla, prav posebej ne sprašujemo, razen ob prihodu, ko je podana anamneza. Res pa je, da sem se kar parkrat pogovarjala z bolniki, ki so mi rekli, ko bi vedel, potem, da me nekaj tako hudega čaka, bi se zagotovo cepil. Slavko je prepričan, da ga je rešilo cepljenje z 2 odmerkoma še pred okužbo s covidom. 2 sošolca pa to, ali oni so bili 3 tedne v komi. Ne? Jaz sem bil pa samo 1 teden. To je bistvena razlika. Ne? Jaz mislim, da je meni to pomagalo, ker po 1 tednu, tudi gor so mi rekli, da jih je malo, da so jih zbudili. Mislim pa, da sem pa že z njimi komuniciral normalno. Ne? Kljub temu, da je tam zelo dobra soba, tista, ki ste omenili gor intenziva, ne priporočam gor. Boljše cepiti se pa takole v posli preživeti, tudi če si bolan, malo intenziva, tisto je res ta zadnje. Ne? Posledice po preboleli okužbi s koronavirusom so lahko dolgotrajne, opozarja zdravnica Nina Fric. Tisti, ki so zboleli s hujšim potekom, rabijo zelo dolgo, da pridejo k sebi. Opažajo utrujenost, zadihajo se pri najmanjših opravilih. Mnogi navajajo dolgotrajne glavobole, šumenje v glavi, šumenje v ušesih. V resnici same take neprijetne stvari, ki otežujejo vsakodnevno življenje in vračanje aktivne populacije tudi na delovna mesta. Tudi sama ima izkušnjo s koronavirusom. Imela je visoko vročino in hud kašelj, ki je vztrajal še mesec dni po okužbi. 4 mesece kasneje, ob športni aktivnosti, hoje v hribe, sem ugotovila, da ne gre. Da je v bistvu dihanje oteženo, napadel me je kašelj, bi rekla, da lahko to pripišem prebolevanju samega covida. Prebolela ga je tudi Terezija Balaževič iz Novega mesta. Okužila se je lani decembra, ko cepiva še ni bilo na voljo. Lahko vam pa povem, da je bilo pa zelo hudo, ker sem končala v bolnišnici in sem imela pljučnico. Ostala sem v bolnici 7 dni, lahko vam pa rečem, da je zelo hudo. Čestitam medicinskemu osebju, sestram, vsi, kateri so zaposleni.
Hudo je pa zelo za stare ljudi, tisti, kateri so nepokretni, ker ne morejo sami na stranišče, imajo preležnine. Sama jo je kolikor toliko dobro odnesla. Imela je težave z dihanjem. Teden dni je bila v bolnišnici, a ji je pri okrevanju, sploh ker ima astmo in bronhitis, veliko pomagalo bivanje na morju. Lahko vam pa rečem tudi in tudi vsem pravim, naj se grejo cepiti. Kajti življenje je še vedno lepo, pa čeprav si malo star, malo starejši. Rada živim za svojega moža, hčerko, vnukinjo in še prababica bom zdaj. Veliko je starejši, ki dvomijo, ampak jaz jim predlagam, naj se grejo cepiti, če hočejo še kaj živeti. Najhujše med epidemijo je pomanjkanje druženja, ki povzroča osamljenost, se strinja Balaževičeva. Človek ne more živeti sam. Drži, se strinja predsednica Društva upokojencev Novo mesto, Rožca Šonc. Odtujenost in zaprtost v te 4 stene je pustila veliko posledic na starejših. Zato in si zelo želijo in potrebujejo druženja in stikov, ki jih pa seveda ne moremo v takšnem obsegu izvajati, kot bi jih sicer lahko, če bi bili zdravi. Rešitev je zato, poleg upoštevanja vseh preventivnih ukrepov, v cepljenju, se strinja naša sogovornica. 3-krat se je cepila, kljub temu poudarja, da sodi v skupino ljudi s slabše razvitim imunskim sistemom. Zato bi res priporočila vsem starejšim in prav v tej številki Sopotja se obračam na člane Društva upokojencev, da naj premislijo, ali bi se odločili za cepljenje ali ne. Saj vidimo, kako nas ta virus stiska, vedno bolj nas stiska. Še enega se ne rešimo, so že nove oblike virusa. In resnično mislim, da se moramo starejši odločiti za to, da se zaščitimo sami, da zaščitimo svoje drage okolje, predvsem pa da zaščitimo naše otroke. Epidemija vpliva tudi na njihovo delo. Tisti, ki delamo na društvu, imamo takšne in drugačne obveznosti. Smo 103 prostovoljci in od teh 103 jih je približno 1/3 imela težave z covidom. Prav zdaj imamo eno našo kolegico, ki je članica celo upravnega odbora, ki je bila prepričana, da pravzaprav virus ni res tako zelo huda bolezen, kot dejansko je, in se ni cepila. Je pa prav zdajle okužena in doma in je kar hudo. V prvem valu epidemije smo bili vsi doma. Otroci so bili doma zato, da nas niso iz šole prinašali virusa. Sedaj pa v bistvu otroci obolevajo, ker se vsi starejši nismo odločili, da bi naredili za njih to gesto, da se cepimo in jim s tem pomagamo, da ostanejo zdravi. Nekatere starejše je strah cepljenja, drugi imajo zadržke zaradi zdravstvenih razlogov, nadaljuje. Obenem je kar dosti veliko število tistih, ki so zapadli pod te, bom rekla, zarote, takšne in drugačne, mislim, in tiste njihove, bom tako rekla, pravljice, zakaj se ne cepijo, včasih, bom tako rekla, mejijo na nerazumevanje. O takšnih izkušnjah iz prakse govori tudi zdravnica Nina Fric. Kar me žalosti je to, da v recimo dežurstvih opažamo, ko transportiramo kritično bolnega pacienta v bolnišnico, reče: joj, zakaj se nisem cepil, verjel sem temu, kar je bilo napisano na socialnih omrežjih, na Facebooku. Nažalost je za te paciente nemalokrat že prepozno. Poleg tega v zadnjem času opažamo tudi porast okužb pri starejših. Nekaj od teh je necepljenih, ker si lažno varnost zagotavljajo, s tem nikamor ne hodimo, se ne družimo, vendar pozabljajo, imajo mlajše družinske člane, ki pa so družbeno aktivni. Nenazadnje starejši ljudje grejo tudi v trgovino po osnovne življenjske potrebščine in tako najde virus pot tudi do njih. Poleg tega opažamo, da tudi starejši niso cepljeni s 3. odmerkom, od njihovega 2. odmerka oziroma polnega cepljenja je pa minilo kar nekaj časa. Nenazadnje
starejši so bili cepljeni prvi, se pravi polno zaščiteni tam nekje v februarju. Tako da bi na tem mestu spodbudila tudi cepljenje s 3. odmerkom, predvsem za starejše in imunokompromitirane paciente. Friceva opozarja na prenos okužb v razširjeni družini iz mlajše generacije na starejše. Slednja je tudi sicer najbolj množično občestvo v cerkvi. Seveda si želimo, da bi tudi v cerkvi lahko verske obrede opravljali normalno. Želim poudariti tudi to, da cepivo etično ni sporno, da smo tudi o tem v cerkvi razpravljali. Torej, cepivo etično ni sporno, je v danih razmerah priporočljivo, čeprav so določena tveganja. Svetujemo, da tisti, ki imajo določena vprašanja ali strahove v smislu, da imajo kakšne pridružene bolezni, da bi bilo mogoče nevarno se cepiti, da se posvetujejo zdravnikom. Mnoge je strah, ker spremljajo različne vere, ki so tudi neavtentični, ki so tudi zavajajoči. Zdi se mi pomembno, da o tem spregovorimo na različnih nivojih, ne samo v zdravstveni stroki, tudi v naših župnijskih občestvih, v okoljih, kjer delamo, da se o tem pogovorimo in tudi morebitne dvome tudi nekako razčistimo. Predvsem starejše, bolj ogroženo ciljno skupino je treba zaščititi. Iz izkušenj recimo iz domov za ostarelih, kamor tudi duhovniki hodimo, vidimo, odkar so večinoma cepljeni oskrbovanci, je tudi teh izbruhov veliko manj, predvsem pa ni običajno težjih bolezni. Sam tudi vem iz izkušenj, iz pripovedovanj tudi zdravnikov in tistih, ki delajo v bolnišnicah, da tisti, ki so cepljeni z vsemi odmerki, če so sicer zdravi, v bistvu ne potrebujejo kakšnih resnejših obravnav. Cepljenje je torej smiseln in koristen ukrep, ki vsekakor pomeni manjše tveganje, kot ne cepite se, in se soočiti s težjim potekom bolezni, je prepričan škof. Predvsem želim poudariti, da moramo gledati na celoto, na celotno družbo. Smo v hudi preizkušnji, cepljenje je učinkovit način, da okužbe zmanjšamo, ne preprečuje popolnoma okužbe, vendar zanesljivo pomaga pri blažjemu poteku bolezni. Sam želim predvsem tudi povedati, da sem se sam tudi že cepil s 3. odmerkom in da sem zadovoljen. Ocenjujem, da je dejanje cepljenja tudi dejanje solidarnosti do bližnjega, znamenje, da gledamo na bližnjega, da gojimo ljubezen do bližnjega in na ta način vsak lahko pripomore tudi, da se okužbe zmanjšajo in da se nevarnost epidemije tudi ustavi. Ko govorimo o prenosu okužb, se med žarišči običajno omenja šolski sistem in gospodarstvo, ker gre za večje število ljudi na enem mestu. Tista podjetja, ki se tega zavedajo s ciljem obvladovati razmere, strogo izvajajo preventivne ukrepe in spodbujajo k cepljenju. Tudi v šentjernejski Iskri Pivo so se v prejšnjem valu soočili z več izbruhi okužb. Žal tudi smrtnim izidom, pove direktor Andraž Rumpret. V Šentjerneju smo imeli takrat smolo s tem, da so bile 2 rojstna dneva, 2 vikenda zaporedoma pomeš ena nogometna tekma. Udeleženci so bili taki, ki imajo širok krog poznanstv in prijatelji in se to v trenutku razširilo. Čeprav jaz takrat nisem dobil, sem bil tudi sam med okuženimi, ampak sem se okužil v svoji pisarni, tako da me je okužil prijatelj, ki ni vedel, da je pozitiven. On je na žalost potem še umrl zaradi tega. Vsi že poznamo, se pravi tiste, ki so imeli zelo velike težave in tiste, ki so šli, lahko nikoli pa ne veš, ker takrat, ko zboliš, ne veš potem na kakšen način bo bolezen potekala. Tudi pri meni, takrat ko dobiš temperaturo, ko veš, da ni samo tisto si nisi, ampak da je to res, potem ne veš, kaj bo zjutraj oziroma kaj bo čez noč. In pri njih je takoj prišla streznitev, nadaljuje. Morda so se tudi zato odtlej laže držali vseh priporočil stroke. Takoj so uvedli hitro testiranje zaposlenih, za kar so usposobili sodelavki. Sedaj v tem času smo uvedli vsak prvi delovni dan v tednu testiramo vse zaposlene, to pomeni cepljene in necepljene, ker tudi cepljeni lahko prenašamo, se ve, potem vsake še ob sredah in petkih testiramo pa necepljene.
Stroški testiranja in vseh drugih ukrepov so jasno visoki. Je pa za podjetje s 130 zaposlenimi kar ugoden podatek, da so več kot 75% zaščiteni pred okužbami. 64% je precepljenost, še 13% je na novo prebolelih. Seveda to ne pomeni, da do okužb ne more priti, a cepljenje vsekakor spodbujajo, poudarja Rumpret. Je pa zdaj dosti nepošteno do teh, ki so cepljeni, ker pač recimo zdaj imamo posamezne primere, ko v kakšno podjetje ne morejo drugače kot cepljeni, pa imamo zdaj montažo v Romuniji, pa imamo potem v Nemčiji, posod so potem te omejitve sedaj in te omejitve prizadenejo ne samo posameznika, ampak tudi podjetje, ker pač ne moreš poslati potem kogarkoli od zaposlenih, ampak imaš še to dodatno ne samo znanje pa sposobnosti, ampak imaš tudi to, ali je cepljen ali ni cepljen. S tem vprašanjem se, kar zadeva naše dijake, ne ubadamo, pa pravi direktor novomeškega šolskega centra Matej Forjan. Po dobrem letu in pol epidemije namreč že vemo, kdo so posamezniki s povečanim tveganjem za težji potek bolezni. In dokler ti ne bodo dovolj precepljeni, tudi cepljenje mlajših ne bo pripomoglo k zmanjševanju obremenjenosti bolnišnic, poudarja. Vseeno menim, da mora biti težišče teh ukrepov, kar se tiče cepljenja na rizičnih skupinah, kar se tiče zaposlenih na šolskem centru, torej cepljenih je skoraj 80%, in to kaže, da se naši zaposleni zavedajo pomena cepljenja za zdravje posameznika, za zdravje sočloveka, za dejansko celotno družbo. Hkrati tudi razumem tiste, s katerimi sem se pogovarjal in imajo pomisleke glede cepljenja, in seveda smo jih pozvali, da se čim več poinformirajo in da zaupajo v znanost in stroko. In mislim, da se da dejansko na tak način več doprinesti k povišanju cepljenja, kot pa z neko palico oziroma obveznim cepljenjem. Kar zadeva mlajše, naj sami presodijo glede cepljenja, dodajo. Mi jim poskušamo predstaviti vse argumente za in proti. Odločitev naj bo pa na otrocih in njihovih starših, torej sami ugotovijo, kaj je za njih najboljše, in tudi mislim, da bi država morala tako ravnati, da se fokusira na tiste, ki so rizični, v tem primeru pač otroci niso. Otroci so svoj davek pri obvladovanju te epidemije že dali. Lansko leto smo bili kar nekaj mesecev zaprti in se je na ta način pokazala solidarnost mlajših generacij do starejših, ker takrat še cepiva ni bilo na voljo. Zdaj pa mislim, da bi morala biti ta puščica solidarnosti obrnjena od tistih rizičnih proti otrokom. Na šolskem centru uspešno izvajajo tako imenovani hibridni model izobraževanja, pravi Forjan. Ne vidim nobenih težav pri tem, pač zavedamo se, da je virusa v okolici dosti. Razredov je v povprečju od 136, tam 12 do 15 v karanteni, ampak zadeve zaenkrat čisto normalno laufajo in ti ukrepi, ki so do zdaj bili sprejeti in ki so trenutno veljavni, mislim, da so dovolj, da bomo to šolsko leto pripeljali do pomladi brez večjih težav in verjamem, da bo takrat pa situacija še boljša. Forjan vidi šolsko okolje kot eno varnejših v družbi, vsakršno zaprtje pa bi po njegovem povzročilo dodatne socialne stiske. Da bi se izognili morebitnim omejitvenim ukrepom, povezanim z novimi različicami virusa, stroka torej zagovarja cepljenje. Želimo si vzpostaviti razmere, v katerih bomo lahko z virusom na nek način normalno živeli. Če se navežem na zdravstveni sistem, saj iz tega tudi prihajam, to pomeni čisto v praksi, da bomo namesto 10-minutnega pogovora po telefonu z okuženim s covidom lahko obravnavali bolnika s povišanim krvnim sladkorjem in na tak način preprečili morda hospitalizacijo, ne nazadnje tudi recimo amputacijo spodnje okončine zaradi prizadetosti ožilja. Kar se tiče pa bolnišnic, pa to pomeni, da bodo na voljo postelje, torej kader. Postelj je dovolj, ampak problem je kader, da se bodo lahko izvajali planski posegi, pregledi, ki so nenujni in trenutno v veliki meri odpadajo. Epidemiologinja z novomeškega NIJZ-ja k temu dodaja. Po skoraj 2 letih epidemije in 1 letu cepljenja z gotovostjo trdimo, kot vidimo na tej sliki, da so neželeni učinki cepljenja pravzaprav zanemarljivi v primerjavi z neželenimi učinki oziroma posledicami
covida kot bolezni, ki jih povzroča posameznikom in skupnosti. Skrajni čas je, da ne mislimo le nase, ampak da prispevamo svoj delež k obvladovanju epidemije. Tudi z odločitvijo za cepljenje, bodisi za prvi ali poživitveni odmerek. Je potrebno pač določene ukrepe sprejeti in stremeti za tem, da bi pač vsi kot družba bili na varni strani, ne pa zdaj ali si levi, ali si desni, pa zdaj, če nekdo predlaga, kdorkoli bi pač bil na oblasti, vseeno ali je leva stran, ali desna, ali srednja, vsak bi moral sprejeti pač določene restrikcije oziroma določene ukrepe za to. Cepljenje naj med nami ne ustvarja novih razlik, ampak naj nas poveže v prizadevanju za skupno dobro, pozivajo naši sogovorniki. Državljani Slovenije smo namreč že večkrat pokazali, da je solidarnost, sploh ko gre za zdravje, naša največja vrednota.